Pozdravljeni v tokratni temi tedna. Leto je naokoli in ulice slovenske Istre so znova preplavili mladi rokometaši iz celega sveta. 31. Eurofest Eifel Slovenija je zopet poskrbel za napete obračune in obilico nepozabnih spominov. Tradicionalni turnir je imel tudi letos pester program, zato je najbolje, da si vse skupaj sami pogledamo in prisluhnimo nekaterim akterjem, s katerimi smo spregovorili. Danes se bo v večernih urah zaključil že 31. Eurofest Eifel Slovenija. Rokometni festival z osrednjim dogajanjem v Kopru je tudi tokrat v slovensko Istro privabil številne rokometaše in rokometašice širom sveta. V našem največjem obalnem mestu smo tako spremljali več kot 4000 udeležencev in udeleženk, saj je tekmovalo približno 245 ekip iz 20 držav. Veseli dejstvo, da so bile po dolgih letih na turnirju spet ekipe iz Malte, Norveške in Španije, posebno omembo pa si tudi tokrat zaslužijo tajvanski predstavniki, ki so tradicionalno edini, ki ne prihajajo iz stare celine. Vremenska napoved nam letos ni sploh bila naklonjena, torej če se pohvalimo z vsemi in prireditvami in tekmovanji, da vse od prvega dne teče po ustaljenem programu, moramo povedati, da zaradi res teh vremenskih napovedi je toliko težav z zagotavljanjem novih rezervnih prevozov, novih dvoran, ampak zdaj, ko se pogovarjamo, je sonce nazaj posijalo in upamo vsi, da bo zopet večer dogajanje normalno na vseh igriščih in tudi na centralnem prizorišču, tako da smo zaenkrat veseli, da smo uspeli rešiti res te letos velike težave. Jaz sem šel v to kot učitelj športa, ko sem svoje otroke na takem turnirju po svetu imel, vodil jih in sem si rekel, zakaj ne bi nekaj takega to bilo. Zdaj omogočam tem mladim nek prekrasen event, olimpijado praktično. Ko sem jaz videl v očeh mojih deklet, takrat so bile to izolske ekipe ali piranske, to so 80. leta, ko smo bili v Teramu. Ko sem jaz videl tiste oči, oziroma celoletno navdušenje, ko so komaj čakale celo leto, kdaj bomo šli zopet na ta turnir. To so tiste najbolj pomembne stvari. Rokomet, kljub temu, da je to, nekdo bo rekel, rdeča nit, ne, to je sekundarno. Torej, nekdo podcenjuje, ko vedno govorimo prijateljstvo, druženje. Glejte, to ima tako težo, da je en mlad otrok. Večina morajo vsi vedeti, da ti mladi v vseh športih končujejo svojo kariero pri 17-18 letih. In ko nekdo črto potegne pri 18 letih, kaj doživel v športu? Tiste zmage v posameznih kategorijah, klubskih, pa to zdavnaj se pozabijo, ostanejo pa najbolj takšne dogodivščine, anekdote in vse skupaj. In to jaz se zavedam, kar pravim, jaz sem in učitelj in to vem, kaj takim mladim pomeni. In sploh v teh časih zdaj po covidu, ki skozi govorimo, koliko je danes to težava med temi socialnimi odnosi med mladimi, in to je na prvem mestu, ko ti mladi pridejo, tistih 6 dni spijo skupaj v učilnicah, cel dan so ali na plaži skupaj, ali po ulicah se zabavajo, tako da to so te največji plusi, ki največ prinesejo mladim, a to nekdo mogoče pa v tej ali lokalni skupnosti temu ne date teže. Priprave na tekmovanje so potekale več mesecev, saj je takšen dogodek zelo zahtevno organizirati. Prav zato je na pomoč tudi letos priskočilo ogromno prostovoljcev z različnimi zadolžitvami, kot so urejanje igrišč in pripravljanje razporedov tekem, hkrati pa pomagajo tudi kot časomerilci, zapisnikarji in sodniki. Dela je veliko, otroke čedalje več, ekipe čedalje več, tako da en zelo lep event se nam še obeta letos. Kako dolgo so potekale priprave? Priprave so potekale skozi celo leto, zdaj zadnje 2-3 dni pred pričetkom pa bolj konkretno, intenzivno cele dneve, tako da je lahko pol organizacija taka, kakor je. Kakšne so vajine zadolžitve, kaj vse delate? Vodimo logistiko, urejanje igrišč, zapisnikarje, razpored tekem, tako naprej, vse.
Koliko časa ste že prostovoljca na Eurofestu? Kakšni so vaši prvi spomini, recimo? To je že davnih 10-12 let nazaj. Začeli smo kot zapisničarji, časomerilci, zdaj smo pa prevzemali z vsakim letom čedalje večjo vlogo pri organizaciji. Kako vam je všeč Koper, Slovenska Istra? Je v redu, bomo rekli, je v redu. Kaj še počnete, ko niste prostovoljca tukaj na Eurofestu? Greste kaj do bližnje plaže, kako je s tem? Zato je bolj malo časa, tako da za tisto, kar imamo prosti čas, namenimo počitku, tako da bolj po sobah, kolikor je časa. Težko se spomniti 31 let nazaj, ampak spomini iz Izole so fantastični. Tudi cela Izola je dihala s tem Eurofestom. Zdaj pa že tudi Koper je začel živeti in vidim, da tudi, ko se srečujemo po ulicah, te ljudje spoznajo. Če jaz primerjam to s niškega kota, potem bi rekel, da bi lahko bil ta turnir zelo dobra vaja, odskočnica za mlade sodnike, kar jih pa nažalost iz Slovenije ni. Recimo, primer, letos imajo seminar oziroma pravi kurs srbski sodniki tu na tem Eurofestu. Pripeljali so 26 mladih sodnikov, tako da vsak večer z njimi razpravljajo in ugotavljajo napake, pa popravljajo za drugi dan. Jaz sem začel kot Tonetov prijatelj, kot sodnik. Potem pa sem prevzel to vlogo, ker pa zdaj točno, ampak mislim, da sem 27 let vodja sodnikov, katere delegiram na vsa igrišča 5 dni, koliko pač traja ta Eurofest. Imate po vseh teh letih še vedno dovolj energije, dovolj moči, dovolj volje? Ja, je, ker če ne bi bil tu, to je prvo, drugič pa srečam se s prijatelji, nekateri sodniki tudi prihajajo zaradi mene in da recimo se pohvalim, v teh letih še tudi odsodim kakšen je veteranski turnir v Sloveniji. Evo, za konec, v kakšno smer gre slovenski rokomet? Se primerjamo z najboljšimi, smo v vrhu, je še vedno dovolj zanimanja, kaj vi mislite? Ja, kaj se sojenja tiče, ni. Lahko odkrito povem, ni. Vsi ti sodniki, ko so bili nekoč Krstič, Ljubič, Požežnik, Repenšek, sedaj Lah Sok, je to še naša neka šola bila. Zdaj pa konkretno jaz, koliko spremljam, pa koliko poznam, ni neke bodočnosti, neke perspektive. Tako da je ta turnir tukaj v Izoli, Kopru bi bil recimo lepa odskočna deska za, recimo z nami je ena izmed najboljših sodnic na svetu, Vanja Antić. Tukaj, ona je praktično začela v Izoli in vso zahvalo je praviti meni, da sem jo forsiral. Veliko je bilo tudi dela z logistiko, saj je bilo potrebno najti številne nastanitve za udeležence. Ti praviloma spijo po okoliških srednjih in osnovnih šolah, telovadnicah, hostlih ter tudi fitnesih, vse od Škofij do Izole. Priprave za novo sezono, lahko rečem, začnejo že takoj drugi dan po Eurofestu. Jaz, ko odidem v Teramo, se že v tistih 3 dneh vrši analiza in že neke novi plani, nove ideje za naprej, nova promocija v Teramu in res v juliju potem imamo obveze z vsemi storitvami in vsa izplačila. To je, moram reči, kar skoraj so 3 fascikli teh računov in pol v avgustu je nekaj časa za počitek, ampak že priprava novih publikacij, spletnih strani. Cene moramo formirati do začetka septembra, ker vse ekipe resne, teh je pa že zdaj zadnja leta veliko, želijo že septembra rezervirati svoje nastanitve, tako da septembra moramo imeti cenike in
moram reči, da skoraj promocije novega Eurofesta ne izvajamo, zato ker v oktobru, novembru imamo že zablokirane skoraj vse kapacitete in je praktično od oktobra dalje samo booking tista največja obveza in komunikacija z raznimi, ali prijave na razpise, občine, država, tako. To dogajanje pa zdaj moram reči, pa teden dni pred Eurofestom, pač sam Eurofest je pa tak organizacijski dogaj, ki si ga nihče ne predstavlja. In če boste pa ste intervjuvali kakšne moje stafovce, lahko oni povejo, to je torej toliko dela in moram reči, da pa če sem na koga ponosen zadnja leta, sem pa na res to ekipo, ker delajo take stvari, ki res nihče si ne predstavlja. Oni so praktično 24 ur vpeti v to dogajanje in torej malo kdo od zunaj sploh ve, kakšna organizacija je sploh to. Same tekme so potekale na zunanjih prizoriščih po Kopru ter v nekaterih dvoranah, Areni Bonifika, Burja Škofije ter osnovni šoli Livade Antona Ukmarja ter osnovna šola Koper. Na tekmovanju smo spremljali številne kategorije, vse od mini rokometa pa do veterank v ženski konkurenci oziroma generacije letnika 1996 v moški konkurenci. Prihajamo iz Nove Gorice, tukaj nismo prvič. V bistvu naše pričakovanja so bila malo boljše, kot so kaže situacija. Zaenkrat imamo nekaj izgubljenih tekem in upamo na najbolje še jutri na zadnji tekmi. S kakšnimi cilji ste prišli, kakšne cilje imate zdaj? Ja, prišli smo s ciljem, da se uvrstimo naprej in zdaj pač imamo cilje, da zmagamo še zadnjo tekmo, ker igramo jutri in to je to. Kakšno taktiko ste skovali s trenerjem? V bistvu nismo še, najbolj računamo na našo dobro igro in obrambo, ki je ključna do zmage. Se redno udeležujete takšnih turnirjev, kje ste bili mogoče do zdaj? Ja, enkrat smo bili v Ivančni Gorici in če ne smo večinokrat prijemo sem na Eurofest. Ste zmagali že na kakšnem turnirju? Ja, v bistvu en turnir smo že zmagali. Kako vam je sicer všeč Eurofest, kaj vam je najbolj všeč program recimo? Ja, meni je najbolj všeč pač ta, ne vem, razpored tekem, organiziranost, v bistvu vse je v redu. Kako vam je všeč Koper? Koper je odličen, se tle imamo prijatelje, no vseeno in uživamo, tle so lepe punce in njega čez morje. Se družite tudi s kakšnimi iz drugih držav? Ja, se dobi kukjeri. Ja. Kakšen je glavni namen teh turnirjev, je to rezultat ali je to predvsem druženje? Ne, v bistvu namen teh turnirjev je predvsem druženje in zabava. Tle ne pridemo, da bomo zmagovali tekme in se kazali, kdo je najboljši. Kaj še počnete poleg rokometa na turnirju, druge dejavnosti, greste kaj na plažo? Ja, hodimo na plažo, hodimo, ne vem, jest ven in to, se kopamo vse, dobro. Ja, jaz sem prvič, Katarina prvo leto, drugače pa ja, smo tudi na teh turnirjih, recimo Jarun pa to. Kakšno taktiko ste skovali za zmago? Probali smo priti čim prej do gola, se boriti in pač, ja. Kakšen je glavni namen takšnih turnirjev, je to druženje, je to rezultat, kako vi vidite? Ja, to nam je v bistvu, da se čim bolj povežemo tudi kot ekipa, pa da tudi dobimo izkušnje nove. Kako vam je všeč Koper? Lepo mesto. Kaj še delaš tukaj na turnirju, ko ne igrate v prostem času? Ja, gremo se včasih kopati, pa ne vem. Kakšen je cilj na tem turnirju? Greste na zmago ali kako? Da pridemo na čim boljše mesto, da bomo čim boljše. Ni velikih pričakovanj, predvsem zabava naših najmlajših. Imamo seveda 4 ekipe mlajših selekcij, tako da druženje, kopanje in pa seveda dobra volja. Kakšno taktiko ste skovali? Kaj je glavni cilj teh turnirjev? Je to druženje, je to rezultat? Glavna taktika je seveda druženje. To je seveda en lep zaključek in pa ena lepa popotnica za nadaljnjo sezono naših ekip.
seveda pač Eurofest je super, da naši fantje, punce se podružijo tudi s svojimi vrstniki iz drugih držav, iz drugih klubov slovenskih, tako da taktika uživanje. Naši prvi spomini so še kot igralec mlajši selekciji, tako kot zdaj naše ekipe. Super, odlično drugo mesto iz Eurofesta, ampak seveda smo pa tudi kasneje kot malo starejši ekipa Aestario, ker osvajali redno Eurofest. Kako vam je sicer všeč Koper, Slovenska Istra? Kaj da rečem, morje je slano, mokro, drugače pa v redu, super. Kaj še počnejo vaši varovanci, varovanke, ko ne igrajo rokometa tukaj ta teden? Predvsem uživajo na hladnem in pa seveda škoda, ker je morje prevroče, ampak ja, kopanje, druženje z družabnimi igrami, tako da. Se redno udeležujete takšnih turnirjev, kjer ste vse že bili mogoče? Ja, bili smo Makarski, Rovinj, pa seveda Eurofest naš. Pričakovani, da se bomo lepo spoznali nove prijatelje, pa tudi da v igri napredujemo in uživamo. Kakšen je vaš glavni cilj, kakšno taktiko ste skovali? Nič, obramba 3-2-1, agresivna igra proti napadi, to. Se redno udeležujete takšnih turnirjev, kjer ste vse mogoče že bili? Ja, tu sem vsaj 10-tič, rad hodim na mednarodne turnirje, bil sem na vsaj 10 turnirjih, tudi že v tujini. Velikokrat smo torej slišali, da so taka tekmovanja za otroke posebno doživetje, ker rezultat ni v ospredju. Izkušnje in spomini, ki jih odnesejo z takih tekmovanj, so prava dragocenost. Ta teden pa je poseben tudi za starše oziroma navijače, ki na turnirju spodbujajo svoje bližnje. Poglejmo nekaj zanimivih izjav. Moja hčerka igra za ekipo Ptuja, 12-letnice in smo prišli za en teden spodbujati. Kakšni so vaši prvi spomini na Eurofest? Kdaj je to bilo? To je, mislim, da več kot 25 let nazaj smo bili z ekipo Ormoža tu. Mislim, da smo bili 2-krat ali 3-krat. Takrat je še bilo v Izoli vse dogajanje, ampak so to eni lepi spomine. Sigurno, da neka izkušnja za igralke, za igralce, da vidijo še malo, kako druge ekipe igrajo, da malo uživajo, se pridejo kopati, starši pridejo uživati, jih spodbujati in mislim, da je to super način za vse, da se malo po letnih dneh sprostimo, pa še kaj otroci, da so fit, da ostane, da se družijo, naredijo. Kaj še vi počnete tukaj starši, ko niste v dvoranah? Kopamo se, ne več. Malo se družimo, malo pogledamo, kaj dobrega spijemo in to je to. Vaša hčerka igra tudi rokomet, ji date kdaj kakšen nasvet, posluša? Ja, zdaj tu pa tam dam kak nasvet, zdaj pa upam, da to posluša, ampak ima svoje trenerke in oni delajo z njim, jaz pa bom sigurno kakšen nasvet vedno dal. My sme zo Slovenska, priamo naše družstva sú z Malaciek a z Rohožníka. Na festival chodíme tu pravidelne už niekoľko rokov. Dokonca sa nám tu aj podarilo vyhrať minulý rok staršie žiačky. Tento rok máme tu zastúpené družstva aj mužské, aj dievčenské mladšie žiačky i staršie žiačky. Je to tradícia chodiť na Eurofest do Koperu zo Slovenska, z Malaciek a z Rohožníka. Takže sme tu ako doma. A chceme pozdraviť doma u nás všetkých, čo zostali a nemohli. Ja, v Koper nas je pripeljalo to, da radi imamo rokomet, vsi otroci trenirajo, najmlajši. Zdaj smo tu zaradi hčerke, ki igra za letnice 2-12, za rokometni klub Drava Ptuj, oziroma ženski rokometni klub Ptuj. In pač smo prišli navijati malo. Ja, seveda, tudi sam sem nekoč treniral rokomet, pač do selekcije mladincev za rokometni klub Velika nedelja. Zdaj pa pač dajemo malo pomoč, nasvete mlajšim generacijam. Kako pa navijate? Imate kakšen vzklik, kakšno pesem? Ja, vsi za Ptuj. Kako
koga se derete? Vsi za Ptuj, vsi za Ptuj. Evo, bravo. Ste prvič na Eurofestu, kaj vam je tukaj najbolj všeč na slovenski obali? Da se lahko gremo kopati, pa kaj gledamo, pa spodbujamo rokometašice. S čim se vi starši zabavate, kaj še delate, ko niste na igriščih? Ja, navijamo, koliko se le da, spodbujamo, dajemo nasvete, predvsem pa se družimo z ostalimi starši in rečemo kako glede rokometa. Mislim, da je glavni namen predvsem druženje, pač pa da dobijo mlajše selekcije, izkušnje in pa zabavno je. Program je bil tudi tokrat zelo pester. Začelo se je že v četrtek s poznavnim večerom, ki se je zaključil s tekmo miru in prijateljstva. Združena ekipa slovenskih predstavnikov je na koncu slavila s 5 goli razlike proti združeni ekipi sveta. V petek je bila na sporedu uradna slovesna otvoritev, ko so se vsi udeleženci zbrali na Titovem trgu in se potem v Koračnici za pihalnim orkestrom Marezige in mažoretkami odpravili eden za drugim po Čevljarski in Pristaniški ulici vse do centralnega igrišča, ki je bilo tudi letos na Ukmarjevem trgu. Tukaj je bilo v soboto organizirano tudi tradicionalno tekmovanje za Miss in Mister Eurofesta ter disko party s karaokami v ponedeljek. Danes se bo festival zaključil, ob 20. uri sledi podelitev nagrad in zaključna slovesnost. To je bilo za danes vse. Najlepša hvala za pozornost in športni pozdrav do prihodnjič.